Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo, kako biti varni, fit in pripravljeni kot moderni samuraji. In kot vidite, nimam časa posneti videa niti doma, ne v hosti, ne v džimu. Torej, bom izkoristil teh par minut na poti do službe in danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je pomembno izbrati pravo stopnjo agresivnosti, ko se soočamo z neko samoobrambno oziroma potencialno nasilno situacijo. Že zakon nam nalaga, da ne pretiravamo. To pomeni, da, in ta primer dostikrat uporabljam, ampak ljudje ga razumejo in zaradi tega ga tudi dostikrat uporabljam. Če nas hoče en pijanček samo malo objeti, ogovoriti, se z nami pokramljati in konec koncev tudi mogoče samo malo nasloniti, ker je že tako pijan, ga ne bomo stolkli do konca, torej uporabili verižne udarce, kolena, komolce, čelake, pa ne vem kaj še vse, in ga zmazali v kombinacijo kečupa in pireja, torej da zgleda na koncu tako, temveč je pomembno, da najdemo neko primerno reakcijo. Problem pa je, ne, ker obstajajo borbeni sistemi ali pa samoobrambni sistemi, ki narekujejo, bom rekel, ali pa ki vadijo ves čas samo tisto najhujšo možno reakcijo. In to je isto, kot če bi takrat, ko bi potreboval samo fračo, izbral vedno znova atomsko bombo. Govorim seveda figurativno. In v tem primeru, če izberemo atomsko bombo, jo bomo tudi, torej če ves čas vadimo metanje atomske bombe, jo bomo tudi izbrali takrat, ko nam po domače rečeno zagusti, ko smo pod stresom, ker pod stresom v hudih situacijah izberemo vedno to, kar znamo, ne tisto, kar bi mogli uporabiti. In zato je pomembno, da že na samem treningu tudi uporabljamo različne pristope za različne situacije in da se tega tudi že na treningih naučimo. Če se ne, lahko imamo resen problem, ker nas lahko potem tisti, pred katerim smo se branili, toži in lahko zgubimo zelo veliko, če ne celo vse, ali pa lahko potem vse prepišemo na našega partnerja ali pa na našo partnerko, kar pa tudi ni fajn, ne? In konec koncev to tudi ni primerna reakcija. In zaradi tega je treba že med treningi vaditi primerne reakcije. Kako? Torej, recimo, da se omejim in si rečem, ok, ne glede kaj bo delal nasprotnik, bom probal ga samo obvladati brez udarcev, samo s prijemi, mogoče kakšen končen prijem na koncu, ali pa ga umiriti, ali pa ga pritisniti samo ob steno, verbalno deeskalirati stvari in tako naprej. Sam toliko, da vam dam neko idejo. Toliko za danes, se vidimo v naslednjem videu in dajte si še pogledati nekaj videov za nazaj, subscribajte se, torej naročite se na moj kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!